Pozdravljeni. V tem dirkaškem vikendu nas čaka še naše zadnje dejanje, komentar dirke za veliko nagrado Madžarske. Kot običajno bo prispevek razdeljen na dva ločena dela. V prvem delu se bom ukvarjal s tistim, kar smo pravzaprav videli na progi. Z dogodki, z nesrečami, z rezultati. Podal bom svoje pohvale ter svoje osebne graje. Po voznikom kot tudi ekipam. In z mojim mnenjem se kot običajno lahko strinjate ali pa ne. V drugem delu si bomo pogledali moje osebne napovedi strategij. Napovedi, ki jih je dal Pirelli, ter vse skupaj primerjali s tistim, kar se je zgodilo na sami dirki za veliko nagrado Madžarske. Začnimo na začetku. Najprej moramo priznati, da vremenska napoved je bila dokaj točna. Deževalo je v noči med soboto in nedeljo. Videli smo plohe v nedeljo v tam dopoldanskem času. In seveda, pred začetkom dirke za veliko nagrado Madžarske je bil asfalt moker. Vozniki so začeli veliko nagrado Madžarske na tistih pnevmatikah za vlažno progo Intermediate. Videli smo napako Valtterija Bottasa. Valtteri je porazno štartal, izgubil nekaj mest in nato zgrešil točko zaviranja. Sicer je možno, da tudi pred njim Lando Norris je začel zavirati malce prezgodaj, a Valtteri je bil zadaj in tu ni nobenega opravičila. Tako smo v prvem ovinku praktično izgubili kar nekaj izjemno pomembnih akterjev. Sergio Perez, sam Valtteri Bottas, Lando Norris, smemo pozabiti na Charlesa Leclerca in Lensa Strolla, ki so dirko končali predčasno. Poleg tega je Max Verstappen imel poškodovan bolid. Poškodovan, a še vozen. To, da bo nekdo rekel, da mu je manjkalo polovico bolida, je, vidite, izrazu grobo pretiravanje. Imel je neuravnovešen bolid, kateremu so manjkale določene aerodinamične površine, a daleč od tega, da je bil bolid nevozen. Trku se je izognil Lewis Hamilton, kajti začel je iz najboljšega štartnega mesta ter izjemno dobro štartal, tako da se je odpeljal pred ostalo skupino. Potem smo imeli rdečo zastavo za ustavitev dirke. In ko so pospravili razbitine, se je vse začelo znova. S pripombo, da so mnogi izmed tistih, ki jih ponavadi gledamo v zadnjih vrstah, prišli krepko naprej. A tu smo videli zopet tisto klasično napako tovarniške ekipe Mercedesa. Ko se je treba hitro odločiti, so oni eni izmed tistih, ki se ne znajo odločiti. Vsi na štartnem razporedu so pred ponovnim začetkom dirke zavili v bokse, kjer so pnevmatike Intermediate zamenjali s tistimi pnevmatikami z suho progo. Le Lewis Hamilton je bil sam in edini na štartnem razporedu. Mnogi avtorji hvalijo glavnega inženirja, a tu se je zopet pojavil kot tisti element, ki je zgrešil, podobno kot Valtteri Bottas. A pri Valtteriju Bottasu lahko govorimo o napaki. Ne smemo pa trditi, da je nesrečo povzročil zanalašč, kot bomo lahko v naslednjih urah prebirali v raznih forumih. Kdor trdi nekaj takega, samo pokaže svojo nezrelost in nepoznavanje Formule 1.
kolikor bi bil Valtteri Bottas tako spreten, da bi lahko daleč povzročil nesrečo, kjer bi iz proge tako odpeljal glavne konkurente, zraven tega še najmanj dvakrat svetovni prvak Formule 1. Podobna zgodba kot tista, ko je Michael Schumacher se zaletel v Belgiji v Davida Coultharda, ki je bil skrit za zidom dežnih kapljic, ki jih je dvignil s svojimi pneumatikami za mokro stezo. Seveda, David Coulthard je vozil izven linije, a dvomim, da je bil tako sposoben v svoji karieri, da bi se nastavil na pravo mesto. Gre za moje osebno mnenje kot ponavadi. V tej napaki, ko je Lewis Hamilton odpeljal en krog po intermedijah pneumatikah, so ga vsi v bistvu prehiteli. In ko je naslednji krog on odšel na menjavo, kajti v boksih Mercedesa so se spomnili, da je izbor pač napačen, bilo v bistvu prepozno. Šel je na progo tam na zadnjih mestih in ni imel možnosti hitrega napredovanja. Zato tudi tista predčasna menjava, da bi z uporabo undercuta lahko nekako skušal prehiteti čim več voznikov v bistvu skozi bokse. To ga je pripeljalo na koncu v drugo menjavo, a o strategijah se bomo pogovarjali kasneje. Raje posvetimo našo pozornost zmagovalcu. Esteban Ocon. Pri Alpinu so dosegli fantastično zgodovinsko zmago. Zgodovinsko zaradi tega, ker so presenetili vse. Najprej sebe in lastne navijače. Dosegli so nekaj, kar so si želeli v naslednjih sezonah, a jih je presenetilo. Znali so izkoristiti dano priložnost. Tu bi rad pokritiziral izbor navdušencev Formule 1. Po mojem mnenju voznik dneva ni bil Fernando Alonso, temveč Esteban Ocon. Znal je zdržati pritisk in pripeljati dirko do konca. In Sebastian Vettel, ki je prišel na zasluženo drugo mesto za njim, ni imel pravega odgovora na hitrost Francoza. Tudi Sebastianu Vettelu je treba čestitati. Drugič v tej sezoni je popolnoma izkoristil dano priložnost. Zmaga Estebana Ocona ima še globlji pomen. Namreč s tem je dokazal, da si je zaslužil podaljšanje pogodbe pri ekipi Alpine. Se dobro spomnite, po njegovem podpisu je sledil niz rezultatov, ki so bili daleč od tistega, kar smo vsi mi pričakovali od njega. A da ne bo pomot, Fernando Alonso je imel fantastično dirko. In po mojem mnenju, ko je zadrževal Lewisa Hamiltona v tisti zadnji fazi, je pustil svojemu moštvenemu kolegu Oconu pravzaprav dovolj prostora, da je zmagal dirko. Kolikor bi bil Lewis Hamilton pred Alonsom, recimo 4 kroge prej, dvomim, da bi na najvišji stopnički bil Ocon ter Alpine. Seveda, zmagal je Ocon, a tudi Fernando Alonso je pokazal, da je mož, ki zna razumeti dirke in da se je njegov karakter toliko spremenil, da je začel igrati za moštvo. Na tretjem mestu fantastičen Lewis Hamilton, kljub napaki ekipe, kljub dvema postankoma, kljub vsemu, kar lahko marsikdo reče, takšna dirka, super hitrost in zaslužen rezultat. Tisti, ki mu žvižgajo, kot običajno ne razumejo bistva motošporta. Lewis Hamilton nam je lahko všeč ali ne, ampak danes je bil dober. Čeprav tisti spodrsljaj na začetku drugega štarta, mislim, da ga bo v nočnih morah strašil še mnogo dni. A vrnimo se k preostalim. Namreč
enkraten rezultat za Alfa Tauri. Dva voznika v točkah. Ne morem prehvaliti tistega, ki sem videl pri ekipi Williams. Z obema voznikoma v točkah, končno. Latifi pred Russelom, kar je tudi nekaj, kar je izjemno poetičnega za vse nas, ki imamo radi Formulo 1. Namreč na Latifija pogostokrat kar pozabimo, kot da ga ni. Ne v dobrem, ne v slabem ga ne opazimo, a danes je pokazal, da ni samo tisti, ki nosi denar k ekipi Williams, ampak da si zasluži mesto na štartnem razporedu. Seveda pohvale tudi Russellu in Maxu Verstappenu na 10. mestu. Njegov bolid, kot sem povedal na začetku, je bil daleč od tega, da bi bil nevozljiv, ampak tudi daleč od tega, da bi bil poln. A pri tolikih pohvalah je treba izreči tudi grajo. In začel bom z grajo za Alfa Romeo Racing. Mislim, da težko vidimo v eni sami dirki toliko različnih napak. Niso novinci v Formuli 1, imajo izkušene voznike, kaj takega v zadnjih sezonah težko pomni. Poleg tega so jih v konstruktorskem seštevku prehiteli pri Williamsu. Namreč tisti dve ubogi točki, ki sta ju dosegla Antonio Giovinazzi in Kimi Räikkönen, pač kažeta na nivo celotne ekipe. Pri Williamsu so trdo delali skozi celotno sezono, bili so blizu točk na raznih dirkah in tu na veliki nagradi Madžarske so dobili nazaj vse tisto, kar so izgubili na prejšnjih dirkah, seveda z obrestmi. Podobno bi lahko rekli, da se je zgodilo pri Alfa Romeo Racing, le z negativnim predznakom. Glavna graja gre scuderiji Ferrari. Namreč na dirki, kjer so imeli možnost doseči presenetljivo zmago, niso bili sposobni priti na zmagovalni oder. Sicer v prejšnjih prispevkih sem govoril, da moramo biti previdni. A tu je bila zlata priložnost, ki je niso znali izkoristiti. Res najhitrejši voznik Charles Leclerc je bil izključen iz dirke na samem začetku. A nič zato, Carlos Sainz mlajši je bil tam, lahko bi izkoristil priložnost, držal je 3. mesto in ne. Namreč take priložnosti, kot so jo imeli danes, ne vem, kdaj se jim bo zopet ponovila. In če je zmagal Ocon z Alpinom, zakaj ne bi zmagal Sainz s Ferrarijem? Če pogledamo malce konstruktorsko lestvico, če primerjamo hitrost bolida ekipe Alpine z bolidom scuderije Ferrari, bomo videli razliko in ta rezultat daleč pod pričakovanji. Vsaj tako je moje osebno mnenje, da ne bo pomoč. Zopet čestitke Oconu. Fantastična dirka in mislim, da smo mu vsi mi privoščili. Poleg tega posebne čestitke ekipi Williams. Dober rezultat in končno zaslužili so si še več, ampak rezultat je fantastičen. Pojdimo naprej. Strategije, ki smo jih lahko videli strani Pirellija, so bile malo da ne bizarne. Glejmo uradno grafiko, ki so jo predstavili vsem nam navdušencem. In tam bomo lahko opazili, da zadnji stint pri vseh variantah nima dolžine. Poleg tega bi vas rad opozoril, da velika nagrada Madžarske je trajala 70 krogov. Vsak izmed vas si lahko sešteje, kaj so mislili pri Pirelliju v prvem in drugem delu, tam, kjer so razmišljali o dvojnem postanku. In verjeli ali ne,
Oni so v prvem in drugem delu nanizali 70 krogov, nato se ustavili in napravili še ne vem koliko krogov v tretjem delu. Površnost, moram tega drugače imenovati kot površnost. In seveda trditi, da začeti s tisto najmehkejšo pnevmatiko in nato napraviti dva tako čudna postanka in da je to najhitrejša strategija, je zopet bizarna rešitev. Ker oni imajo več podatkov kot jaz, ampak kolikor primerjamo moje napovedi, bomo videli, da tista najhitrejša strategija je bila tudi tista najbolj dolgočasna. Približno slabo polovico na pnevmatiki medium in nato tisto najtršo ter do konca. Kot drugo najhitrejšo vidimo to strategijo tudi pri Pirelliju. Če pogledamo, kaj se je zgodilo pravzaprav na sami dirki, bomo ugotovili, da ukolikor nekako odmislimo tisti prvi del na pnevmatikah Intermediate, so vsi po večini šli na en postanek, približno slabo polovico na pnevmatiki medium in nato hard do konca. Pri Mercedesu so šli na tisti predčasni postanek, sledili so jim pri Red Bullu, videli smo, da velika večina, ki ni bila v težavah, je sledila tej smernici. Ne vem, zakaj pri Pirelliju so si tako zagrenili življenje s temi fantazijskimi preskoki. A sicer gre samo za igro in gre za vajo, ko lahko mi navdušenci razumemo tudi malce strategijo Formule 1. To je za ta komentar vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.